Dober dan, ste že slišali za terapijo D9 v boju proti raku? Pa ste vedeli, da lahko šolan pes v urinu zazna že prve poškodovane celice, že celo 2 do 5 let prej in da imamo te kužke tudi v Sloveniji? Kaj narediti, če je test pozitiven in kaj naš gost priporoča takole že preventivno? V studiu imamo tako sicer dva gosta, to je gospod Draško Dimnik in gospa Alenka Loboda, ki prihajata iz centra CanSafe. Dober dan. Dober dan. Kako je to mogoče, da v urinu zavonjajo predrakave celice, oziroma že rakave, ne? Tako. Seveda je možno. To v tujini poteka že dobrih 30, več kot 30 let. Na začetku so bili, seveda Američani so bili tukaj, potem Angleži, Nizozemci, Kanada, Nemčija, Italija. Tako da to v svetu funkcionira že dolgo časa in je tudi priznano ze strani medicine. Videla sem na CNN-u, da v bistvu kužki že lahko tudi Alzheimerja predčasno zavohajo, ne? Tako, Alzheimerja, epileptične napade, sladkorno bolezen, to so zdaj te šolanja, ki se delajo tudi, zdaj začenjajo tudi z avtizmom delati, ne? Tako da ogromno stvari se odpira tukaj, kaj vse kužki lahko zavohajo in nas opozorijo. Ampak kako pa to, da pa ste prav vi se lotili teme v bistvu zdravljenja raka kot takšnega, glede na to, da ste se učili na Novi Zelandiji, naš gost je bil celo na Japonskem, v Indiji, Rusiji, Švedskem, ni da ni. V začetku je zaživel protokol D9, tako da smo se posvetili predvsem obolelim. Zdaj zadnje 3 leta živi ta projekt, odkar smo dali kužke na šolanje v tujino, ker smo želeli zapolniti ta krog. Stalno težimo, da je protokol celosten. Ker kaj, nekdo, ki se začne zdraviti, ali je to v klasični medicini ali pa to alternativa, seveda vsak želi na koncu izvedeti, a je kaj naredil ali ni, ali je rezultat ali ni. In zdaj marsikdaj se zgodi, da aparati pokažejo, da je človek ozdravljen ali zazdravljen, dejansko je pa kuža ta, ki potem potrdi, da je to res ali ne. Zakaj? Ker aparati zaznavajo točno stanje nad 1 milimeter. To pa lahko pomeni včasih od nekaj 10.000 do nekaj milijonov celic. Imamo tudi eno fotografijo, bi prosila režijo, če jo lahko samo v bistvu pokaže celostno, oziroma bomo nekoliko kasneje. Govorimo torej, o koliko celic v bistvu že morata biti poškodovani, da kužka zavonjata? Praktično govorimo ne posameznih celicah, ampak združenih skupaj, se pravi razdeljenih 2 pri 2 celicah. Je dokazano, da kuža že reagira. To je od 2 pa celo do 7 let pred aparati, kot so magnetna rezonanca, CT, scintigrafija in ultrazvok, mamografija. Ja, v bistvu pa to pomeni, kaj pa potem, če vemo, da imamo pozitivno, saj če sta samo 2 celici, a to potem miselno lahko kaj vpliva, če mi vemo, da imamo torej rakave celice, čisto na začetku, ko se še noben aparat ne zazna, lahko kaj miselno potem vplivamo, da se nam to razširi? Glede, mislim, da tukaj ni neke nevarnosti. Gre za to, da človek mora biti vedno pozitiven, ker kuža vam pove, ali ste v rizični skupini, se pravi, ali obstajajo že poškodovane rakaste celice ali ne. Kuža ne pove, kje. Tako da jaz vedno svetujem, obiščete svojega zdravnika in na osnovi njegove presoje potem pač naredite kakšen posnetek, ali je to CT magnet, ugotavljate, ali je kje kaj večjega v telesu. Če je kaj večjega, nad 1 milimeter, se bo to tudi pokazalo. Če pa ni, potem pa jaz rečem hvala Bogu. Če jo aparat ne odkrije, to ne pomeni, da se je kuža zmotil. To pomeni hvala Bogu, da ga je kuža odkril v taki fazi, da je pod 1 milimeter, in v taki fazi se da zelo hitro, enostavnejše, tudi raka pospraviti ven iz telesa. Tako da to je namen kužkov. Ampak kako pa potem to zavonjajo? Verjetno mora biti več urina, v bistvu več stekleničk ali pa kozarčkov. Na stojalu je vedno 6 kozarčkov z različnimi tekočinami. Od urinov imamo ponavadi ta urin, ki ga stranka sama ustavi ali ga mi ustavimo pred njo, da se vidi, na kateri številki. To je testni urin, ga imenujemo. In imamo pozitivni urin, ki vedno stoji tudi na stojalu, na drugi številki. Zakaj to stoji? Zaradi nagrajevanja kužka. Kuža vedno mora imeti, on ve po tem pozitivnem urinu, kaj išče, gre pa skozi celo stojalo, vse prevoha
in potem se odloči, kje se bo usedel. Ne. Seveda pri pozitivnem se vedno usede, ampak bistven je ta, ki ga testiramo testni, če se usede pri njemu, potem to pomeni, da smo v rizični skupini, se pravi, ali da obstajajo rakaste celice v telesu. Ampak a veste, zdaj sem dobila idejo, ko govorimo ves čas v oddajah, kaj bi bilo primerno, ne, za darilo. Kakšen darilni bon? Tako, darilne bone imamo narejene zdaj novoletne, tako da redna cena testiranja je 100 evrov. Kdor pokliče, se pravi do konca decembra, lahko dobi darilni bon 20% popusta, tako da je cena z davkom 80 evrov. Ste slišali, ne, dragi gledalke in gledalci, v bistvu res izvrstno darilo, mogoče takšnega se še pa res niste dali. Torej, mogoče za nekoga čudno, ampak dejstvo je, da mu to lahko reši življenje, ne, če je toliko prej. Definitivno, če je v zgodnji, veste kako logično je vsakmo. Vse, kar odkrijemo v zgodnji fazi, je lažje očistiti, kot kasneje, ne. Tako da v takih zgodnjih fazah jaz pravim seveda absolutno pomoč zdravnika medicine, ampak svetujemo tudi spremembo življenja, manj stresa, dvigati imunski sistem, spremeniti prehrano, dodatke dodati, recimo, da se hranijo celice, da to je en cel protokol, ki se ga lahko naredi in se zadeva počisti zelo enostavno. Gospa Loboda, glede na to, da je ravno Draško omenil v bistvu imunski sistem, ne, vi pa imate čez prav v bistvu prehransko dopolnila zelo učinkovita, ki pomagajo dvigniti imunski sistem. Tako je, ja. Imamo prehransko dopolnilo, ki se imenuje Immunofan. Prihaja iz Rusije in je trenutno eden najboljših dvigovalcev imunskega sistema na svetu. Se pravi, prav na svetu? To je tako močen claim, ne? To so vse v bistvu dejansko potem preverjene stvari. Preverjanje, to v Rusiji je v široki uporabi že nekih 15 let. Se uporablja kot podpora tako bolnišnično, kot tudi pač fizične osebe, ki si ga lahko vzamejo preventivno, pred obdobji, naprimer viroz, grip, ali pri nizki imunski odpornosti, tudi za otroke je zelo primeren, po drugem letu seveda, ker je pršilo za nos. Ja, takšna, ne? V bistvu dobimo take... Takole, ja, v taki škatlici. In sicer namen te torbice pa je, da ohranimo temperaturo med dostavo, ker mora biti na 2 do 10 stopinjah. Tako da tudi, če ga imamo doma, mora biti cel čas v hladilniku, razen ko ga uporabimo. Torej uporabljamo te 2 razpršilke? Eno, ja. Eno, dobro. Koliko časa pa? Naprimer, je priporočate, naprimer, preventivno za zdrave osebe? Za odrasle zdrave osebe je to 20 dni, toliko tudi traja ta ena pršilka. Za otroke pa je dovolj 10 dni in lahko v bistvu flaško shranimo v hladilniku in to ponovimo naprimer čez 3 do 4 mesece. Glede na to, da pač te razpršile oziroma ta Immunofan uporabljajo tudi bolniki, ki so že na obsevanju, na kemoterapijah, kaj pa to za njih potem pomeni? Ja, za njih se pa priporoča jemanje tekom celotnega zdravljenja z določenimi presledki. Pri teh bolnikih se priporoča jemanje 2-krat na dan. Terapije tako trajajo 10 dni in se potem delajo prekinitve. Ali pa pri težjih zadevah se lahko tudi konstantno jemlje. Je pa zelo priporočljivo jemanje pred kemoterapijami in med kemoterapijami, ker hkrati lajša. Se pravi, bolniki lažje prenašajo kemoterapijo in hkrati sam učinek kemoterapije naj bi bil potem tudi boljši, večji. Torej lahko v bistvu gledalci, torej in tisti, ki so že oboleli, poznate kogarkoli, se lahko samo pozanimate torej o pršilu Immunofan, ki ga najdete tudi v bistvu na spletni strani podjetja CanSafe. Lahko pokličete gospo Alenko Loboda ali tudi pustite vaše podatke na 01 589 6636. Naši gostje vas lahko potem pokličejo tudi nazaj, če imate kakšna huda bolezenska stanja ali pa v bistvu to razpršilo za nos v bistvu že zdaj naročite tekom oddaje. Ampak torej, če govorimo o imunskem sistemu, zakaj pa je to razpršilo toliko bolj posebno, ne vem, od tega, kar je na trgu? Ja, tukaj gre predvsem za eno popolnoma drugačno sestavo. Tole dopolnilo je heksapeptid, sestavljen iz 6 aminokislin.
v njem ni nobenih dodatnih snovi, ki bi kakorkoli škodile organizmu. Skratka, ni stranskih učinkov. Hkrati pa so znanstveniki, ko so tole izdelovali, poskušali posnemati hormon timopoetin, ki ga proizvaja žleza priželc v človeku in z leti deluje vedno manj. Se pravi, zelo aktiven je priželc do pubertete in nas ščiti. Ta timopoetin je odgovoren za naš imunski sistem, da se lažje brani, potem pa v bistvu izgublja na svojem delovanju do pač konca. In to je v bistvu to posnema pravzaprav ta hormon. Zanimivo, mislim, glede na to, da ga priporočate tudi otrokom od 2. leta starosti, potem tukaj res ni nič takšnega notri, kar v bistvu bi škodovalo, ne, ali ne bi bilo priporočljivo za kogarkoli. Ne. Tako, to spremljajo v Rusiji, se pravi, že 15 let in do zdaj, do danes niso zaznali nikakršnih stranskih učinkov. Marsikdo izmed vas leti tudi na internet pogledati stvari, torej Imunofan lahko pobliže spoznate na internetu, torej na spletni strani CanSafe, če pa ga nimate, pa lahko pokličete tudi na številko 01 589 6636 ali pustite podatke, da vas naši gostje pokličejo nazaj in vam povedo podrobneje še kaj več, lahko pa ga tudi naročite, cena je 80 evrov. Do konca letošnjega leta je akcijska cena 80 evrov. Torej, ja, za odpornost se v bistvu ravno to krepite, ne, pri rakavih bolnikih. Verjetno s tem začnete potem, ko kužki ugotovijo rakave celice ali kako? Tako je, ne. Imunofan je vključen v protokol D9. To je ena od 9 stvari, ki jo priporočamo v tem protokolu. Ja. Zelo učinkovit, lahko povem, da jaz pravim tudi, ko se ljudje odločajo za medicinsko zdravljenje, kemoterapijo in tako naprej. Jaz vedno rečem, vprašajte svojega onkologa, odneste mu to za pokazati, naj pove svoje mnenje, če je to priporočljivo jemanje v toku kemoterapije in tako naprej. Ampak odziv je bil tak, da do zdaj vsi so povedali, da so jim onkologi in svoji zdravniki rekli, da je to čudovita zadeva in da jim priporočajo, da to nadaljujejo. Se pravi, ne škodi, ne zmanjšuje učinek. Tudi recimo kakšni abdominalni kirurgi so rekli, da je super pred operacijo, po operaciji, dvigne človeka, ojača ga za operacijo, kar je zelo pomembno, a ne, tudi pooperacijska doba je krajša. V glavnem čudovita zadeva. Jaz recimo mojim otrokom, zdaj ko grejo tale jesen, zima, ne, ko so bile ta cepiva, jaz pač cepiva ne maram, a ne, tako da jim dam 5 do 10 dnevno kuro z Imunofanom in otroci so mi zdravi čez celo zimo, nimajo nobenega virusa, gripe, prehlada, tako da če pa imajo, dobijo to en dan in je takoj mimo. Ne. Tako da res, zadeva je čudovita. Ne. Zanimivo pa je, kako ste vi to v bistvu ste združili skupaj. Ne? Vi ste to že prej poznali, ljudi dejansko pošiljali v Rusijo, ne? Tako, ne. To je dejansko v Rusiji zelo razširjena zadeva, je tudi tam registrirano. Dobi se v lekarnah, normalno. Zdaj bil je problem, ne, ta transport, ker mora biti strogo transportirano pravilno, ne. Tako da so ljudje so se res smatrali, ne. To je bil avion, Brnik, Rusija ali pa Benetke, Rusija, potem tam to v hladilnih torbicah prenašati pa nazaj, to je bilo obupa, ne. Hvala Bogu je se potem Alenka odločila to uvažati uradno in je to spravili zastopstvo za Slovenijo in zdaj to zadeva idealno funkcionira, ne. Kako pa to, da ste se pa potem odločili, v bistvu, da greste tako podrobno sami raziskovati zdravljenje raka? Omenili ste v bistvu, kje vse ste bili, ne? Pa zakaj je ravno ta tema? Ja, to je bil, mislim, da je to neka življenjska odločitev, pravzaprav nimam odgovora na to. Mislim, da me nekako samo življenje, ta univerzum je nekako vodil. Jaz sem samo sledil tem nekim namigom, notranji glas, da rečem. Ampak veste, kakšno poslanstvo imate? Da imate še zdaj v bistvu dva kužka, ne? Moj križ je zelo težek. Zelo velik, zelo težek, zelo odgovoren, ne, tako da jaz tudi včasih počepnem, ne, tako da sem isto živ in težko je, no,
res je težko. Ravno kar se je v bistvu zadaj prikazala tale grafična podoba, če lahko v bistvu režijo prosim, da nas samo približa tudi čez celo kamero, da pogledamo torej podrobneje, torej kako kužki zaznajo oziroma kdaj so tiste pri eni celici, ko se še nič ne zazna, 2 celici, a ne, potem kdaj pa zaznajo aparati. Ja, veste kako je, mi vsi imamo dnevno fazo rakastih celic, a ne? To je faza od nekaj 10-100 tisoč celic, ki pobegne kontroli, deformira se in to naš imunski sistem, to so naši limfociti T, pospravijo in to je dnevna faza pri vseh ljudeh. In dokler je naš imunski sistem zdrav, dober, opravi s tem. Ne? Takrat, ko imunski sistem začne padati, takrat uide kontroli. Se pravi, dokler je rakasta celica sama, ona dolgo časa ne more v telesu limfociti je pospravijo. Ne? Če pa limfociti enkrat v bistvu imunski sistem začne padati, se pravi, da ne zmore več tega, je obremenjen z drugimi stvarmi, zmanjkuje energije, takrat se pa začne delitev in stvar pobegne kontroli, kot vidite na ekranu, delitev, poprečna delitev, to ni zdaj absolutna. To je različne celice raka, imamo različne vrste. Neko poprečje, ta tabela je iz Amerike, pred enim mesecem je bil kongres o raku, to sem slikal z mobilnim aparatom tam, kar je bilo na predavanju pri njih v Ameriki, tako da lahko pogledamo, ne, kuža že pri 2 celicah reagira, tako ja. Poglejte recimo, kako se to razmnožuje, ne. Prvi aparat, ki lahko zazna karkoli v telesu, ne, to je termografija, se pravi dvig temperature, da se začenja neko vnetno stanje, ne. Po 5 letih je še undetectable, se pravi, je še ni dovolj veliko, da ga termografija zazna. Tam nekje pri 7 letih, a ne, se potem začne, da ga lahko aparati. Zdaj, to je poprečje. Ja, čakajte, 7 let se nam to nabira. 7 let, a ne, a veste, potem, ko pridete, zdaj govorim pri večini primerov, a ne, pri večini primerov je tako, ne, ko pridejo ženske na mamografijo ali pa tako, pa rečejo, gospa, super, ste v zgodnji fazi odkrila raka. Ja, v večini primerov to ni tako. V večini primerov drži tale tabela, se pravi, je to najmanj od 2 pa do 7 let ga že nosite v sebi, predno ga je mamografija odkrila, ne. Zato je test s kužkom neprimerno boljši, ne, ker ga odkrije takoj. So pa sicer tudi izjeme, da rečem, to so tisto hitri raki, a ne, ki lahko izbruhnejo, so tudi hormonsko odvisni in tako. Takrat ta tabela ne drži, ampak to so izjeme, a ne. Se pravi, da se lahko razvije tudi v parih mesecih zadeva, ne. Tako da jaz pravim, vedno je preventiva je boljša, ne. Metoda je hitra, traja 10-15 minut, je prijazna, rezultat dobite takoj. Ja, prijazna, ne, če ni pozitivno. Točno. Če pa je pozitivno, potem pa alarma, ne? Ja, ampak seveda jaz pravim, je tudi pozitivno, ne, ker pravim, boljše je vedeti, kot da ne veš, ne. Živiš lažno, ne, potem te pa zadane, ko je zadeva prepozna, ko je velika, kaj pa pol, ne. Takrat se pa pol zelo težko kaj naredi, ne. Ampak, a obstaja potem zdravljenje, na primer, kuža v urinu zavonja, torej, da nekaj je narobe, vi pa ne veste, kje se to odvija, ali je to, ne, na primer na pljučih, na mehurju, a je potem zdravljenje, torej z dvigom imunskim sistemom in ostalo vse enako po istem postopku? Tako je, ne. Jaz vedno, če se zgodi, da kuža markira, se pravi, da pove, da so prisotne substance, ki kažejo na prisotnost rakastih celic, jaz pravim vsakmu takoj brez panike, a ne, se pravi, ker mi tukaj ne vemo trenutno, kje se nahaja, pa kakšna je velikost tega, a ne. Zato vedno jaz pravim, obiščete svojega zdravnika, ta potem naprej ve, kaj treba narediti. In jaz pravim, hvala Bogu, če tukaj aparati nič ne odkrijajo, to pomeni, da je manjše kot 1 milimeter ali pol milimetra, zadeva je na začetku, a ne, in se lahko zelo hitro pospravi z dviganjem. Zdaj, odvisno je, jaz pravim, ne glede na to, ali se pacienti odločijo za oboleli za medicino ali za alternativo, nekaj treba narediti tukaj, a ne. Zdaj, če je medicina, a ne, potem bo to zdravnik povedal, kaj je treba narediti, če je alternativa, obstaja protokol pri nam, ki ga jaz tudi napišem, kaj se dela, ne. Tukaj se, v glavnem se dela tukaj protokol z C-vitaminom v posebni obliki, liposomski obliki ali obliki natrijevega askorbata, kakšni določeni prehranski dodatki, tudi kakšni naravni cancer killerji, a ne. Tako da čiščenje telesa, dviganje imunskega sistema in tukaj dobimo rezultat. Seveda ne smemo pozabiti tukaj na stres, a ne. Se pravi, če nas je nekaj v življenju pripeljalo do
do stresa in do slabšega pretoka energije, kar je rezultiralo za padca imunskega sistema, je treba to v življenju spremeniti. Se pravi, ne moramo živeti isto naprej, pa upati, da se bomo pozdravili. Ne. Tukaj je zdaj odločitev vsakega posameznika, kaj je bolj pomembno. Ne. Glejte, jaz pravim, če je treba drastične korake v življenju, je pač treba. Ne. Boljš biti živ, pa kaj spremeniti, kakor pustiti vse kot je, pa čakati, kaj bo. Ne. Glede na to, da ste bili v toliko državah, a se kaj razlikuje zdravljenje raka, pristop k temu, naprimer na Japonskem, glede na to, da veljajo tam v bistvu toliko naprednejši, vsaj kar se tehnologije tiče? Ja, finančno že, ampak tukaj je zadeva, da rečem tako, v večini držav, tudi razvitejših, seveda bolj je država razvita, bolj je pod kontrolo farmacevtskega lobija. Jaz se to pač odprto povem, ker tako je. Na Japonskem zadeva ni nič drugačna kot pri nas, kot druge. Isto je, da rečem, bil je en projekt par let nazaj, ena zdravnica je tam naredila eno testiranje z artemiseninom, to je izvleček sladkega pelina, koncentriran izvleček. V kombinaciji z železo, bilo je testiranje na 200 obolelih z rakom, ona je uspela vseh 200 pozdraviti. Tako, nažalost je potem slučajno, čudežno naenkrat umrla in projekt so ustavili, tako da so ga pospravili v predalček in zadeva se je s tem zaključila. Jaz mislim, da sem vse povedal s tem. Tako da zdaj razvitejše države, ki pa sprejemajo alternativo, da gre alternativa ali pa, da rečem, komplementarna medicina skupaj z roko v roki z medicino, so pa izjeme dejansko, ki so, to so Kuba, to je Rusija, in da rečem zdaj Nemčija, Avstrija pa Nemčija sta se začele naenkrat zdaj blazno odpirati, kar je zelo pozitivno. Primer, bila je anketa zdravnikov in onkologov, ali podpirajo in sprejemajo rezultate kužkov, ki so seveda tudi priznani z diplomami, in če upoštevajo, če nekdo prenese izvid, da je bil urin pozitiven, 60% zdravnikov je javno povedalo, da priznava to. Zdaj, če upoštevamo še tisto tretjino, ki se ni upala javno spregovoriti, je pa verjetno podobnega mnenja, dobimo nekje številko okrog 90%, po mojem osebnem mnenju, da Nemci to 90% sprejemajo v medicini. Omenili ste, da v bistvu pri nas so seznanjeni s tem, da v bistvu govorijo, priporočajo. Ali menite, da bi lahko šlo to tako daleč, da bodo že sami govorili tudi javno o tem, ali je to vseeno? Mislim, da je to samo vprašanje časa. A veste, noben noče biti prva lastovka, ker se vsi bojijo, kako bo pa stroka reagirala, kaj bo farmacija rekla in tako naprej. Ampak počasi se bo to začelo. V Slovenci smo malo bolj zaprti glede tega, ampak jaz mislim samo vprašanje časa, ker tukaj je stvar v tujini priznana, potrjena, več kot 30 let se izvaja in zdaj mislim, da tukaj težko rečem, da se bo nekdo najdel, ki bo pa rekel, ki bo pa proti temu. Ker če bo proti temu, potem bo takoj praktično izpostavljen medicinskim ustanovam in inštitutom, univerzam v tujini, ki to izvajajo. To je pa zelo težko pobiti, da rečeš, kako pa to v tujini funkcionira 30 let. Psi oziroma ustanove, ki delajo to, kar delam jaz, sodelujejo z fakultetami, univerzami, z medicinskimi ustanovami. Kako pa to, da se pri nam to v Sloveniji ne da? Smo mi nekaj posebnega. Tako da jaz mislim, tukaj je samo vprašanje časa, kdaj. In jaz bom izkoristil tole, da povabim, se pravi, zdravnike, onkologe, stopite v kontakt z mano, dajmo nekaj skupaj narediti, tukaj se da blazno sodelovati. Zelo zanimivo, tole ste res dobro izpostavili, zato so tudi namenjene temu takšne oddaje in da se dejansko tudi slišimo in da ljudje vedo, kaj je na trgu. Torej, ta kužka sta tako rekoč zato posebna, ker dejansko lahko zavonjata že samo 2 rakavi celici v vašem telesu, 2 leti oziroma 5 let prej, preden to zaznajo aparati. Torej, če menite, da se vam zdi smiselno, da tudi pri sebi preverite, lahko pokličete na 01 589 6636, se naročite ali pa preverite prej vse skupaj na spletni strani CanSafe, glede na to, da so to takšne stvari, v katerih se je potrebno tudi v bistvu malce podučiti. Ja, poglejte, ameriška pa evropska statistika, govorim tega zahodnega sveta, je ta, da pravijo, da vsi rojeni do leta 2000 bodo do konca svoje življenjske dobe
nekje, da bo cirka približno tako, da bo vsaka tretja ženska, pa vsak drugi moški do konca življenja zbolel za rakom, enkrat vmes. To so grozljivi rezultati, to ni epidemija, to je pandemija tega. Ne. Tako da moje mišljenje je vedno boljša preventiva, ne, kot kurativa. Glede na to, gospod Loboda, da imate torej ta v bistvu prehransko dopolnilo za dvig odpornosti, ne, torej priporočate, da že zdaj začnemo imati, glede na to, kakšni so rezultati, na to razpršilo, lahko temu tako rečem, glede na to, da drugod uporabljajo že v lekarnah oziroma se da dobiti skorajda na recept, ne, potem pomeni, da priporočate tudi našim gledalcem, tako ne samo za preventivo rakave. in tudi pri vseh ostalih vnetjih, virusnih, bakterijskih obolenjih. Herpesih, na primer, se je super izkazal pri pljučnih težavah. Herpesih, kaj to pomeni? V bistvu vseeno razpršilo v nos? Ali... Enaka uporaba, tako, ja, enako. Deluje na imunski sistem in imunski sistem potem v bistvu herpes po hitrem postopku, bom rekla, unič po domače. In se, kakor smo testirali pri nas v Sloveniji, tudi ne ponavlja daljše obdobje, ker pa smo novi, pa v bistvu lahko to govorim samo zdajle za pol leta. A veste, ker včasih, če vidimo, ne, kaj takšnega, veste, to ni običajno pakiranje, ne, že avtomatsko pritiče, joj, ne, to pa je zdaj res že za tiste bolne, ampak pravite, ni samo za bolne. Ne? Ni samo za bolne, oziroma pač primerno tudi pri lažjih zadevah ali kot preventiva. Ali za tiste, ki gredo na operacije, kakršne koli, ne? Tako, absolutno. Pred operacijami je super. Človek se v bistvu si dvigne svoj imunski sistem, lažje prestane poseg in lažje okreva. Hitreje. Torej na CanSafe podjetju v bistvu lahko dobite vse te informacije, tudi pri gospe Lobodi lahko naročite torej prehransko dopolnilo, ne? Drugje je, kar lahko rečem, zdravilo, pri nas je prehransko dopolnilo. Ja. In tako da lahko pokličete na številko, ki je tudi izpisana na zaslonu, ali pa pokličete kar v naš klicni center 01 589 6636 in tako v bistvu že preventivno, že zdaj v tem času lahko torej uporabljate torej razpršilo za dvig odpornosti. Jaz tako rečem, zdaj pri raku se je zelo dobro pokazal ta imunofan. Od vseh oblik je pa največ bilo rezultatov in takoj so bili rezultati pri levkemiji, pri raznih krvnih obolenjih, kostnih obolenjih, kostnega mozga. Tukaj smo imeli neverjetne rezultate, res neverjetne. Tukaj v številkah ne smem govoriti, ampak je bilo res čudovito. V bistvu sem videla že veliko vaših podatkov oziroma samih intervjujev, ko točno govorite o tem, ampak ja, kužka vesta, da je zdaj konec oddaje. Poglejte, kaj vse zavonjajo. Že čutijo, da mi javljajo, da je oddaja se bliža k koncu, ne? Tako da rečem, vabljeni na testiranje. Preventiva je dobra, nič se bati. Jaz pravim, vsak rezultat je dober. Če je negativen, je super, je človek sproščen, če je pozitiven, pa rečem, hvala Bogu, da ga odkriješ v zgodnji fazi in da lahko ga hitro odpraviš stran in živiš normalno naprej. Da ne zamudiš, to je važno. Tako da vabljeni. Ja, torej gospod Dimnik je zares dobro poučen, kako se stvari streže, glede na to, da je že bil domala skorajda po vsem svetu, ukvarja se prav s tem torej zdravljenju raka. Zdaj imamo predčasno odkrivanje, že samo 2 celici torej poškodovani sta dovolj, da kužka zavonjata. Tako da vabljeni na njihovo spletno stran CanSafe ali pa da jih že kar pokličete. Imate možnost tudi darilnega bona. To je izvrstno darilo za vaše bližnje sploh v tem času. Tako da razmislite, pa ne samo za bližnje, prvo poskrbite najprej seveda tudi zase. In za dvig odpornosti, ko smo se danes podučili. Sicer se vam zahvaljujem za vašo družbo, seveda pa vas predajam naprej Teodori, ki bo lahko tudi glede na to, da je medicinska, da je študirala psihološko in medicinsko astrologijo, vam bo kaj več povedala tudi na to temo v nadaljevanju. Pa lep pozdrav. Hvala.